Dostikrat dobim vprašanje, če je inkontinenca tudi to, da morate iti večkrat na dan lulati, oziroma da je to zelo pogosto. Mogoče ni, ampak ste sam vi sprogramirali možgane, da morate non-stop na WC. To se pa zgodi ponavadi, ko hodimo lulati za vsak slučaj. In zakaj ne bi smeli hoditi lulati za vsak slučaj? V bistvu s tem mi dajemo signale možganom, da moramo skozi biti na školjki, da nas skozi lula tišči. Če je to naš mehur, in ta mehur ima 3 stopnje polnosti. Tukaj nam pove, ok, nekaj se dogaja, tukaj nam pove, priprav se za WC in tukaj nam reče, dej mi hitro školjko, če ne bo šlo mimo. In če mi hodimo konstantno sam za vsak slučaj, premaknemo tole mejo sem in damo signal možganom, da se moramo pripraviti že tukaj. Če čutite, da teh 2 sploh ni, ampak da je kar naenkrat nujno, ste v bistvu sami naredili, da so te 3 občutki čisto skupaj. Počasi ste v bistvu premikali to mejo dol, ker ste hodili sam za vsak slučaj in zgodilo se je to. Kapaciteta mehurja pa je še vedno ista. Kako treniramo mehur? Se pravi, naslednjič, ko začutite, da vas res ful tišči, sam pomislite, da je to v bistvu signal možganom, da mehur ima še veliko kapaciteto držanja vode, tako da trenirajte počasi, da ne greste takoj, ko začutite. To, kot recimo v trgovini, ko se otrok meče po tleh za čokolado in mu jo kupite in v bistvu ste ga vzgojili v to, da moram se metati po tleh, da dobim čokolado. Pač treba neke vzorce spremeniti. Je težko, ni lahko, ampak se da in je tudi vredno.